Dogodki, ki so se zgodili v času, torej od junija pa do danes, so tisti, ki so pripeljali do te moje odločitve, da vam danes poročam, da izstopam iz LDS-a. Razlogi, ki so, veste, da smo si želeli, da skupaj gremo na te volitve, ampak drugo se je zadeva zavrtela. Ni samo problem, kaj se je zgodilo, problem je, na kak način se je zgodilo. Mi smo v svetniški skupini predstavili na tiskovni konferenci ta teden svoje delo. Enako smo pričakovali, da preden bo stekla razprava o tem, kdo bo na listi in na katerem mestu, da se pred tem opravi znotraj stranke, znotraj torej organov stranke, diskusija o tem, kako smo preživeli zadnja 4 leta. Torej veste, da to ni bilo možno in da je brez tega bila sprejeta odločitev v novem vodstvu LDS-a v Mariboru, da ne glede na to oceno, da pride do menjave, da pride do tega, da bi naj novi ljudje, sveži ljudje pod krinko mlade politike, nove politike prišli na kandidatno listo. Torej odločitev je pri meni bila težka, je pa v zadnjih dnevih tudi zaradi ravnanja do drugih članov LDS-a pač dozorela in danes dokončno pripeljala do tega, da to sporočim tudi javnosti. Od vsega začetka sem član LDS-a. Od vsega začetka moje članstvo nisem nikoli pogojeval z nikakršnimi zahtevami. Delal sem amatersko, nikoli niti pričakoval kakršnekoli bonitete s strani stranke. V zadnjih letih sem bil podpredsednik stranke v Mariboru in med vsi ti dogodki, ki so se vrstili od meseca avgusta naprej, enostavno ne pustijo ob strani. V mesecu, ko so ljudje na dopustih, sam namreč nisem bil prisoten na niti eni sklicani seji in ob tem, ko me ves ta čas pričakoval sem, da bo kdorkoli z mano kontaktiral in mi skušal predočiti, kaj se dogaja, kakšni so cilji, kakšni so nameni, na koncu koncev smo bili en tim. In tudi, če bilo katerega iz tega tima enostavno doleti usoda, kot je doletela Andreja, bi v politični kulturi bilo to seveda normalno, da podpredsednika o tem obvestijo. Vse do današnjega dne me nihče ni poklical. Očitno sem v tem paketu tudi jaz postal nezaželjen, zato sem se dokončno odločil, da bom poskušal še mojo energijo, znanje in zlasti interes po razvoju Maribora uveljavljati na drugačen način, kajti v stranki LDS mi to več ni omogočeno. Če mislite, da vam nasproti sedijo brezčutni ljudje, ste v zmoti. Torej, vsi tisti, ki smo vam v teh preteklih dnevih in danes končno povedali, kako in kaj se dogaja v LDS-u, smo pri sebi napravili zelo, zelo tehten premislek, kaj narediti in kako to narediti. Jaz sem član dveh najvišjih organov v delu vsake stranke, to sta izvršni odbor in pa svet stranke. Od tu izhaja eno moje nezadovoljstvo. Izvršnega odbora v principu ni. Ne funkcionira, ne deluje. Če se je sestal, se je sestavil zaradi tega, ker je bilo 2 uri pred sejo sveta potrebno formalizirati določene predloge sklepov. In jaz sem to nezadovoljstvo za takim načinom dela izražal. Efekt mojih pripomb, pozitivni efekt teh pripomb je negativen. Ustvaril sem si, ko zgleda, eno črno piko v očeh tistih, ki odločajo v tej stranki o nadaljni usodi, predvsem pa govorimo o očeh predsednice Katarine Kresal. Drugi razlog za to, da verjetno v teh očeh Katarine Kresal ne uživam zaupanja, je dogodek ali pa dogajanje v preteklem letu, ko je Katarina Kresal tudi mene nagovarjala, da ne podpremo Andreja Verliča v njegovi kandidaturi za ponovnega predsednika LDS. To je bilo lani, februarja, marca 2009. Tretja zamera, seja sveta stranke v mesecu juliju, na katero je prišla tudi Katarina Kresal, na kateri sem v 20-minutnem
nastopu povedal vse, kaj si mislim o stranki, kaj si mislim o njem, kaj si mislim o njenem načinu, odnosu do Maribora in tu je, ko zgleda, konec te ljubezni pod narekovaji, ki je vladala med Katarino Kresal, takrat, ko je vstopila v poslansko pisarno, v poslanski klub na LDS-a v državnem zboru, kjer je dobila ti znani kratica NLP in v katerem sem jaz tudi bil pristaš tega, da do te zamenjave pride. In to je obdobje, v katerem je LDS prej uspešno ali pa pod narekovaji uspešno razpadal in kjer se je to razpadanje zaustavilo, tudi po moji zaslugi, tudi zaradi tega, ker sem bil pozvan in zaprošen, da javno nastopam, ker sem bil pozvan in zaprošen, da sodelujem v televizijskih, radijskih in ne vem katerih oddajah, v katerih se je govorilo o LDS-ovi politiki. In takrat so vsi Milanu Petku ploskali, vključno za Katarino Kresal. In da še pomenim ta detalj, bil sem tudi na njenem 35-letnem rojstnem dnevu, kjer je bila ožja skupina tako imenovanih izbrancev. Torej, jaz govorim to zaradi tega, da boste vedeli, da sem sodel v skupino tistih, ki so imeli očitno zaupanje predsednice. To je moja odstopna izjava, ki danes gre po pošti v stranko v Ljubljani, takšen je postopek in torej to dejanje in tako tiskovna konferenca in to moje pismo je torej zaključek mojega dela in moje aktivnosti v LDS-u.